Že skoraj 40 let en operacijski sistem tiho deluje v ozadju našega digitalnega življenja, poganja res vse, od pisarniških računalnikov do domačih prenosnikov. Danes si bomo podrobneje pogledali zgodovino najbolj razširjenega namiznega operacijskega sistema na svetu, Microsoft Windows. Poglejmo si te številke, da dobimo občutek. Celo danes, v dobi pametnih telefonov in tablic, ima Windows v lasti skoraj 3/4 celotnega svetovnega trga namiznih računalnikov. To je res osupljiva prevlada, ki traja in traja že desetletja. In to nas seveda pripelje do ključnega vprašanja. Kako? Kako je enemu samemu kosu programske opreme uspelo doseči in potem še ohraniti takšno moč? Veste, to ni samo zgodba o tehnologiji. To je zgodba o strategiji, o kakšnem napačnem koraku tu in tam in seveda o nenehnem prilagajanju. Pa se potopimo vanjo. Vrnimo se na začetek, v zgodnja 80. Takrat računalniki, niso bili ravno prijazni. Bile so to zapletene škatle, ki so zahtevale, da se naučiš celega seznama nekih besedilnih ukazov. Res niso bili za vse kogar. In izziv je bil popolnoma jasen, kako to neverjetno močno orodje približati čisto povprečnemu človeku. In tukaj je ena zanimivost, ki je marsikdo ne pozna. Windows na začetku sploh ni bil pravi operacijski sistem. Bil je to, čemu rečemo grafična lupina. Najboljša primerjava je mogoče avto. MS-DOS je bil motor, surova moč, Windows pa, karoserija in volan, ki sta omogočila lažje upravljanje. Ključno je torej tole. Deloval je na DOS-u, ni ga nadomestil. Ampak pot do uspeha, ta je bila pa počasna. Prva verzija Windows 1.0 iz leta 1985 je bila, če smo iskreni, precej okorna in ni ravno navdušila. Potem je prišel Windows 2.0 z nekaj izboljšavami, recimo prekrivajočimi se okni, ampak tisti pravi preboj, ta se je zgodil šele leta 1990. Takrat pa je prišel Windows 3.0 in dobesedno spremenil vse. In da si lažje predstavljamo, kaj to pomeni. 2 milijona prodanih kosov v samo pol leta. Za tisti čas je bila to je bila astronomska številka. Z Windows 3.0 je grafični vmesnik končno postal standard. In Microsoft je bil na čelu te revolucije. Skočimo zdaj v 90. ko se je zgodba začela zapletati. Microsoft je bil pred resno dilemo. Na eni strani so bili domači uporabniki, ki so hoteli enostavnost, na drugi pa podjetja, ki so potrebovala stabilnost in varnost. Kakšna je bila rešitev? Precej drastična. Ustvarili so dve popolnoma ločeni veji Windowsa. Torej, imeli smo dve poti. Prva je bila linija Windows 9X, to so tisti legendarni 95 in 98, bili so uporabniku prijazni, ampak gradili so na starih temeljih MS-DOS-a. In posledica? Vsi se spomnimo tistega zloglasnega modrega zaslona smrti. Potem na drugi strani pa je bil Windows NT. To je bila druga pesem. Robusten, varen, narejen čisto na novo za podjetja, a tudi precej bolj zahteven. Ampak moramo se za trenutek ustaviti pri Windows 95. To ni bil samo operacijski sistem, to je bil kulturni fenomen. Predstavitev je bila globalni dogodek in tisti meni start ter upravna vrstica, to sta postala temelja, kako uporabljamo računalnik. In sta z nami še danes, pomislite. Seveda, imeti dve popolnoma ločeni linije je bilo komplicirano in drago. Dolgoročno to preprosto ni šlo. Microsoft je nujno potreboval enoten izdelek, ki bi združil stabilnost poslovnega NT-ja in enostavnost uporabe domače serije 9X. In kako so to naredili? Recept je bil v resnici preprost, a hkrati genijalen. Vzeli so tisto trdno, zanesljivo jedro iz sistema Windows NT in potem so ga oblekli v čisto nov, svež, barviten in res intuitiven vmesnik. In rezultat? Rezultat je bil legendarni Windows XP. In ta poteza, da so združili najboljše iz obeh svetov, to je bilo absolutno ključno. Windows XP ni bil samo še ena nadgradnja, bil je sinteza, ki je končala celo desetletje te razdvojenosti in postavila temelje za naslednje dolgo obdobje Microsoftove prevlade. Po neverjetnem uspehu XP-ja pa je prišlo novo obdobje, polno izzivov. Tehnološki svet se je začel spreminjati z vrtoglavo hitrostjo, internet, mobilne naprave, računalništvo v oblaku, Windows se je moral prilagoditi hitro ali pa tvegati, da postane nepomemben.
Prvi poskus te prilagoditve je bil, Windows Vista. Na papirju je vse izgledalo super, ambiciozno, polno novih funkcij in bleščečih učinkov. V praksi je bil počasen, požrešen za strojno opremo in je, odkrito rečeno, razočaral ogromno ljudi. Na srečo se je Microsoft odzval zelo hitro in prišel je Windows 7. To je bil direkten odgovor na vse kritike Viste. Vzeli so tisto, kar je bilo pri Visti dobro, in popravili vse, kar je bilo narobe. Rezultat? Bil je hitrejši, stabilnejši in postal je eden najbolj priljubljenih operacijskih sistemov sploh. In potem pa so naredili nekaj res drznega. Mogoče preveč drznega. Windows 8. Microsoft je takrat stavil vse na vmesnike na dotik, ampak pri tem so odstranili klasični meni Start in s tem so si odtujili ogromno svojih najbolj zvestih namiznih uporabnikov. Z Windowsi 10 je sledil popravek smeri. Vrnili so se k koreninam, ampak z očmi uprtimi v prihodnost. Meni Start se je vrnil, hkrati pa so uvedli nov model, Windows kot storitev. To preprosto pomeni, da se sistem nenehno posodablja, namesto da bi čakali nekaj let na čisto novo verzijo. Torej, ko pogledamo celotno to pot, kaj vidimo? Vidimo neverjetno zgodbo o evoluciji, o nenehnem prilagajanju in resnici na ljubo o izjemni vzdržljivosti. Windows ni samo kos programske opreme, je platforma, ki je sooblikovala način, kako milijarde ljudi po svetu delajo in se igrajo. In tele številke so res zanimive. Čeprav je Windows 11 najnovejša različica, ima Windows 10 še vedno ogromen delež. Kaj nam to pove? Pove nam, da ko Microsoft naredi nekaj res dobro, ljudje pri tem vztrajajo. Uspešne različice pustijo za sabo dolgotrajno zapuščino. Če potegnemo črto, pot je precej jasna, kaj ne? Vse se je začelo s tisto preprosto lupino. Sledil je razkol v 90-ih. Vrhunec je bila združitev z legendarnim XP-jem. In danes? Danes je to zgodba o nenehnem prilagajanju svetu, ki se spreminja hitreje kot kadarkoli prej. In s tem pridemo do končnega vprašanja. V svetu, kjer so naši podatki vse bolj v oblaku, kjer umetna inteligenca postaja del vsakdana, kakšna je sploh še vloga namiznega operacijskega sistema, kot ga poznamo? To je veliko vprašanje. In to je vprašanje, na katerega bo moral Microsoft najti odgovor v naslednjem poglavju svoje zgodbe.